Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih, tokrat že pomladanskih pogovorih na BKTV, znova v objemu Štajerske sivke. No, gostja danes pa bo antropologinja in zdaj že, lahko rečemo, upokojena univerzitetna profesorica, sicer tudi publicistka, Vesna Vuk-Godina. Lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Tako, gospa Vuk-Godina, pravzaprav zdaj po teh nekaj tednih upokojitve me najprej zanima, kakšen je zdaj za vas dan, kaj se je spremenilo, pravzaprav kako ste, a ste že dojeli to, da ste nekako zapustili to univerzitetno sfero? Veste kaj, pravzaprav to zdaj ni neka velika sprememba. To pravzaprav je enako kot pač, kadar sem na fakulteti imela počitnice ali pa ne, semestralne počitnice. Tako da pač to zdaj ni neke posebne spremembe, dela imam preko dovolj, nekaj za naprej, nekaj z mojo hčero, ki trenutno rabi dosti fizioterapije, nekaj z pomladanskimi opravili na vrtu, nekaj seveda tudi še študenti, ker imam še doktorante in tako naprej, moram še nekaj stvari delati. Skratka, pravzaprav zdaj zaenkrat ne čutim nobene posebne spremembe. Edina reč, ki jo pa čutim in za katero sem hvaležna, je pa to, da pravzaprav pač ne imam zavest, da mi v te slabe odnose nazaj na delovno mesto ni treba. In to se mi zdi, to mi nekako tako, sem rekla, ko me pač par dni nazaj sem to nekomu pripovedovala, sem rekla, kot da gledam reko, ko pač odplovi to, pač ne odnese te stvari in na nek način lažje zadihaš. Ampak drugače pa v vsakodnevnem ritmu pa nikakve posebne spremembe. Torej se zdaj počutite bolj svobodno, bi tem rekli? V tem smislu že, ne. V tem smislu že pravzaprav svobodno bolj v smislu, da zdaj pravzaprav lahko povem tudi stvari, ki prej, ko sem pač bila članica kolektiva, recimo nisem mogla, ker te pač ne veže neka, bi rekla, institucionalna zaveza, da ne smeš škoditi instituciji, v kateri delaš, ne. Zdaj pa nimam več te ovire, lahko škodim tudi tej instituciji, mislim, ne da bi zavestno škodila, ampak gre za to, da pač če neke informacije poveš, ki so pač niso ravno ugodne oziroma lepe, ne. Potem, dokler si zaposlen, je to lahko razlog za to, da pač, ne vem, sprožijo proti tebi razne postopke. Zdaj, ko pač sem v pokoju, tega ni več in to je svoboda. Drugače se mi pa pač zdi, ker so mi vsi rekli, boš videla, ne, boš bolj počasi živela, ne vem, tempo bo bolj počasen. Pa je? Tega ni. Zaradi tega, ker pač pravim, da pač moja hčera je zdaj pač po enem zlomu noge, imamo neko fizioterapijo, ker mi na dan pravzaprav odnese 6 ur, kar pomeni, da je to že skoraj celi delovnik, ne, in potem še vse druge stvari zraven. Tako da časa nimam, ne. Dobro, o tem bova še govorili skozi oddajo, zdaj pa malo k vašemu otroštvu. Odraščali ste celo življenje v Mariboru. Tako je. Mariborčanka pa me zanima pravzaprav, če se ozrete nazaj, ne, še v tiste otroške čase, tudi najstništva, ne nazadnje, kakšen je bil takrat Maribor? Veste kaj, Maribor pač je meni bil vedno tako, mislim, prijetno mesto je bil Maribora, ne. Zdaj seveda, jaz se Maribora spomnim še iz časov, ko pač vseh teh pescov ni bilo, ko pri Ilihu ni bilo pescov, ne, ampak je bila pač ne, cesta. Mi smo do konca moje osnovne šole živeli v središču mesta, torej na Gregorčičevi 7, in smo se po osnovni šoli dejansko preselili, ne, tukaj, ker živimo zdaj na Ruplovo. Torej, to je ta del Nova vas, zdaj Nova vas, ne, ampak takrat je bila to zadnja vrsta hiš in potem je bilo polje do Pohorja, ni bilo nobenih Kardeljeve, nič, Goriška je bila samo. To je bila zadnja postaja avtobusa številka 2, ki je vozil zelo pogosto, ne, za razliko od danes. In kako bi rekla, predvsem je bilo to, kako bi vam rekla, varno mesto, ne. Pač to je nekaj, kar, mislim, niti jaz sama nisem prav še dojela, da v resnici pač to je bilo mesto, ker si se ti lahko tudi, ko si bil najstnik ali pa ko si šel v disko, ne, si lahko, ne vem, enih zjutraj, 2 zjutraj šel peš čez mesto, ne, recimo iz Astorije pod Pohorje in ni bilo nobene nevarnosti, da se ti bo kaj zgodilo, ne. Tako da, mislim, že leta nazaj, ko sem pač jaz šla nekaj v gledališče, in potem mi je še moj nekdanji mož rekel, a naj pridemo pod tebe, sem rekla, ma kaki, jaz bom prišla
peš domov, ne, je on rekel, a si ti malo zmešana, ne moreš zdaj več peš hoditi, ne, po mestu, ne. Tako da to so pač, ne, to je bilo v tem smislu, je bilo to drugače in tudi, kako bi vam rekla, seveda ni bilo vseh teh trgovin, vseh teh, kako bi rekla, nekih tujih, bi rekla, blagovnih znamk, ki če mene vprašate, pač kazijo, ne, Gosposko ulico in tako naprej. Ne, ker pač mesto nima nekega koncepta, kako urediti smiselno center in potem imate pač vse te najbolj čudne blagovne znamke tamle v Gosposki in tako naprej, ne. Mislim, to je pač, tega seveda ni bilo takrat, ne. Takrat so pač, tudi to je bilo meni recimo všečno, ne, da pač takrat si ti obvladal mesto, hočem reči, trgovine so bile stalno na istem mestu, ne, ni se ti moglo zgoditi, da si ti zdaj prišel v mesto, v eno trgovino, ki je ni več recimo, ne, ali kaj podobnega. Tako da torej v tem smislu je pa seveda bilo to zelo drugačno mesto in ko sem se zadnjič, to bo spet nekaj let nazaj, v Portorožu pogovarjala z, mislim, da lastnikom te trgovine Marela, ali kako je, mislim, da je lastnik, on je tudi Mariborčan in je stanoval v Gosposki ulici, torej tudi v centru, ne, in sva obujala te spomine, kak je v centru v resnici bil socialen, bil je to nekako, kako naj rečem, neko mesto druženja, ne, kamor smo pač se hodili Mariborčani družiti, ne. Zdaj se mi zdi, da tega pač ni več, ne, in pač tudi se mi zdi, da tudi vse te CNA in vse to Miller in tako, to se mi zdi pač, da so trgovine, ki ne sodijo, ne, v ta del mesta in v resnici kazijo, ne, podobo starega dela mesta. Stari del mesta bi pač moral biti urejen na način, kot so to urejeni stari deli mesta, ne vem, v Firencah ali pa kakem nemškem mestu, ne, ker pač, ne, se potem pač arhitekturi prilagodi tudi celotno, pač vsa ta trgovska in ostala ponudba, ne. Tako da tu imamo problem, mislim, ja. Pa mogoče, če bi lahko samo z dvema besedama torej rekli, kakšno je bilo takrat, rekli ste, da je bilo bolj varno. Bolj varno je bilo, pa mislim, da bolj družabno, ne, bolj družabno, ne, pač, ja, mislim, čeprav, se pravim, ne, takrat je bil samo pločnik pri Ilihu, torej ni bilo pešcone, na drugi strani pločnik in ves avtomobili, ne, promet. Ampak se mi zdi, da smo se Mariborčani bolj družili v mestu, ne. Zdaj se verjetno pač bolj družijo v nakupovalnih centrih, ne vem, ne, ker pač jaz pri tem ne sodelujem, ampak prej smo se bolj družili v centru, se mi zdi, ne. Dobro. Sicer pa ste bili v mladosti kar precej uporniški. Drži? Ja, to mislim, da je, ja, to seveda drži in mislim, da je to v resnici, tudi s mojim študentom vedno razlagala, da je to, če je otrok pravilno socializiran in vzgajan, se mora v adolescenci upreti, ne. Ker pa za to, da prideš do odraslosti, rabiš dve separaciji, dve ločitvi. Ena je ločitev od mame, ki jo tam recimo okoli 4. do 5. leta izvede praviloma oče oziroma neka druga stabilna moška avtoriteta. In potem je druga ločitev, ki mora biti od primarne družine, ne, in ta je v resnici pač narejena bila v adolescenci. Vsaj na Zahodu je bilo tako in zato je bil Zahod tradicionalna vzgoja in socializacija bila značilna potem, da je bila adolescenca težavno obdobje, ne. Zdaj ni več, zdaj so starši in otroci najboljši prijatelji. In moji kolegi z oddelka za sociologijo so to razlagali kot neko dobro novico, to je v resnici slaba novica, ne. Ker pač, ko se ti ločiš od staršev, se seveda jim upreš se njihovi avtoriteti, ne, o njihovemu mnenju in tako naprej. Tako da je to res, seveda, ja, jaz v tem smislu sem bila težavna adolescentka in zato sem v resnici hvaležna mojim staršem, ne, ker to pač, da sem bila težavna adolescenca, je rezultat tega, da so me oni pravilno vzgajali in socializirali. Čeprav verjetno oni tega niso vedeli, ne, ampak takrat se je to tako delalo, ne. Ja. Že tako v najstniških letih mladi ste stali nekako za svojimi odločitvami, tudi takrat, ko ste se odločili, ne, da boste šli študirati antropologijo, čeprav se starša nekako niste strinjali. Sem šla študirati sociologijo, oziroma potem je bilo to samo upravljanje s temelji marksizma, ker pedagoška smer takrat se je tako imenovala in jaz sem pač vedela, da hočem delati v šoli, a ne, da hočem biti sociologinja, ki bo delala v šoli, ki bo torej profesorca in takrat se je ta smer študija tako imenovala.
kar je seveda bilo predsejšnje razočaranje, ne, za pač mojo družino, zaradi tega, ker pač jaz sem bila odličnjakinja ves čas in so vsi pričakovali, ne vem, da bom šla študirati medicino ali kaj podobnega, ne, kar je pa seveda meni bilo odvedno mrzko. Tako da, ja, v tem smislu je to bilo, ker se mislim, da razočaranje, čeprav moji starši niso nikoli nič rekli, ne, to moram povedati, ampak se mi zdi, da je tako bilo, ja. Ampak to je bilo tako, da pač jaz sem bila naučena, torej pač, ne, nas je to oče učil, da pač se moraš odločiti in tudi mama mimogrede, ne, in da potem pač za to svojo odločitev moraš stati in moraš tudi prevzeti posledice te odločitve, ne. Tako da oni v resnici niso nikoli recimo vplivali na nas oziroma na mene, ne, pa tudi na sestro, ne, kaj zdaj moramo mi delati, ne. Mislim, bila so pravila, recimo nismo mogli, tudi če v gimnaziji smo pač morali biti ob 10 doma ali pa kaj takega zvečera, ne, če smo šli ven in če smo šli pač kam drugam za dalj časa, je bilo treba povedati, kam greš in kdaj boš prišel. Ampak ne v tem smislu, da bi nam pa oni recimo diktirali, kako se moramo oblačiti, kako moramo izgledati, kaj moramo študirati, kar se mi zdi, da danes starši počnejo, ne? In je to v resnici na nek način zelo škodljivo za otroke. Ne? No, če se zdaj tega dotakneva, ne? Starševstva, ne? Veliko opozarjate na to in na vzgojo, ne? Predvsem govorite o permisivni vzgoji, ki je danes problem. Pa vendar, ne? Če nas sploh tako nekako pogledamo za objavama, torej starševstvo v družbi, kje so tiste vrednote, kjer smo na nek način tudi, temu lahko rečem, pogoreli morda, sklopov vzgoje? Ja, to je pač neko, zdaj, možno je seveda izpostaviti vrednote, ne? Pač možno je reči, ok, pogoreli smo pri tem, da zdaj otroke v resnici ne navajamo na to, da morajo se potruditi za uspeh, ne navajamo jih na socialnost, ne navajamo jih na pomoč, navajamo jih na tekmovalnost, na dosežek, ne glede na to, pač s kakšnimi sredstvi prijete do njega, znanje ni več vrednota in tako naprej. Ampak vedno je treba, mislim, ta pristop, to sem jaz tudi vedno študentom govorila, da to je v resnici napačen pristop, ne. Mi ne moramo izolirano zbirati vrednot, veste, kako hočem reči, ne, po katerih bomo vzgajali otroke, ker vzgoja in socializacija otrok je v resnici družbeno določen proces, ne. In je v resnici pač v tem procesu, žal, ne, ali pa na srečo, zdaj odvisno v kateri družbi se to dogaja, pač prevladujejo tiste vrednote, ki so družbeno funkcionalne, ne. In torej problem je, da danes družbeno funkcionalna oseba je oseba, ki je patološki narcis, ki je brez morale, ne, ki je brez socialnih veščin in ki pač gre čez trupla, da pride do svojega cilja. Zdaj, najbolj čisti model tega je zdaj recimo Trump, tako da si lahko ljudje predstavljajo, ne. Ampak to, mislim, kako bi rekla, zdaj seveda, če ste vi starši in imate otroka, vi se lahko zavestno odločite, da ga boste vzgajali v druge vrednote, ne. Ampak seveda vprašanje je malo bolj težavno, ne, oziroma težavnejše. Vprašanje je, ali vi po teh drugih vrednotah tudi živite, ne? Ker pač tisto, kar mi v resnici, kjer mi delamo napako, je, da mi pretiravamo s pomenom vzgoje. Mi mislimo, da je vzgoja tako zelo strašno pomembna. V resnici tisto, kar pa otroka res oblikuje, ni vzgoja, ampak interakcija s socialno-kulturnim okoljem, ne? In zdaj, če je to socialno-kulturno okolje neoliberalno, potrošniško, če starši živijo takšno življenje, ne? Čisto nič ne bo pomagalo, če se bodo zdaj oni odločili pač za neke od tistih pozitivnih vrednot, ne, ki so jih prej omenjali, ker pač otrok ne more živeti po teh vrednotah, ne. Otrok bo pač ponotranjil tiste vrednote, po katerih lahko živi in po katerih je nagrajevan, a ne. In to pa je problem danes, ne, ker to so pa, se pravi, ta brezobzirna tekmovalnost, točko zbirateljstvo, kjer mi otroke že v osnovni šoli na to navajamo, ne, razumete, pač, ne, osnovno šolo bi bilo treba popolnoma vzeti ven iz konteksta zbiranja točk, nobenih ekstercev ne bi smelo biti in nič takega, ne, ker to pač vse otroke usmerja k dosežku, kjer noben otroka ne vpraša, ali si zdaj ti znaš kaj za ta dosežek ali ne, ali si goljufal ali ne, samo da ga imaš, ne. In potem seveda gre to naprej in danes imamo mi na univerzah redne profesorje za discipline, ki nimajo pojma od teh disciplin, zbrali so točke na goljufive načine, ne,
Razumete? In zdaj, če to družba nagrajuje, ne, potem pač otrok se prilagodi družbi in to je v resnici problem. Tako da mi že lahko zdaj recimo zberemo neke vrednote, ampak to ne bo kaj dosti pomagalo, ne, ker je družbeno okolje takšno, ne. O tem morda še kdaj drugič, v kakšni drugi oddaji. Sedaj pa še nekako k vam. Ja, tudi vi ste starš, vaše obdobje starševstva ni bilo lahko, ne? Hčerka, ki je, Ja, hčerka je cerebralni paralitik. Ampak v vseh aktivnostih, ki ste jih imeli, in zadolžitvah, ste najdli to moč, da ste se res posvetili k njej in šli na nek način tudi preko morda kakšnih zdravniških priporočil, tako, in vztrajali in jo nekako, ne. Ja, veste kaj, seveda, to pač je tako, moja hčerka je od rojstva cerebralni paralitik, ne, oziroma paralitičarka, ob rojstvu je bilo povedano, da ne bo ne hodila, ne govorila in da bo pač rastlina. Zdaj, jaz sem seveda antropologijo predavala in pač o možganih, ne, in vzgoji in socializaciji že nekaj vedela. Predno sem pač Mašo dobila, tako da sem pač jaz vedela, da zdravniki lahko govorijo, kar pač govorijo, jaz sem to naredila drugače. Seveda pa to zahteva, da si postaviš neke jasne prioritete, ne. Torej, jaz sem pač, ker pač moj kriterij nekako pri sprejemanju pomembnejših odločitev v življenju je, za čem bom jaz lahko stala, ko bom na smrtni postelji, ne, ležala, veste, to je meni kriterij, ne. In potem pač, a boš lažje prenesla to, da nimaš kariere, ali pa da bi si zafurala svojo hčero, ne. In potem seveda lažje prenesem to, da nimam kariere, kot da sem zafurala hčero. In sem potem pač temu dala prednost, ne. Seveda to je pomenilo, da seveda je to vplivalo odločilno na mojo kariero, ne. Mislim, zdaj pač, ne samo, da bi jaz lahko naredila bistveno več, ampak verjetno me že zdavnaj ne bi bilo več v Sloveniji, če pač ne bi bile moje hčere, a ne. In tudi takrat, ko sem imela neke možnosti, da bi ostala oziroma delala na zunaj na kakšnih univerzah, kjer ne bi leta 2026 razlaga, da je antropologija neka druga disciplina kot sociologija. Pač, ko sem vprašala mojo hčero, ona ni želela, da se preseli, ne. A veste, in to potem pač sem jaz rekla, okej, ti bi imela boljšo delovno mesto, pa kolege, pa lahko bi pač res delala na eni ravni to, kar hočeš delati in to. Ampak ne, tvoj otrok bi bil pa nesrečen, lahko da bi se zadrogirala, lahko da bi delala samomora, kaj takega. In se pač jaz za to nisem nikoli odločila. Ne. To pač zahteva seveda neke odločitve, ki so pač celoživljenjske. In ja, seveda meni nikoli ni žal, ne. Sem pa bila zaradi tega, ker pač kao nisem naredila dovolj oziroma ne vem, ne več. Mislim, grdo obravnavana, da ne rečem tudi zasmehovana, tudi na univerzi, ne. Tudi kao med kolegi na oddelku in tako naprej in to mlajšimi, ne, posebej moškimi, ki imajo žene, ki za njihove otroke skrbijo in sami niti ne vejo, kaj se z otroci sploh dogaja. Ampak ja, seveda to zahteva neke odločitve, ki so celoživljenjske. Jaz sem zadovoljna, da sem se tako odločila, ker pa za tem lahko stojim, a ne. Dobro, nadaljujeva po kratkem predahu, ostanite z nami. Dobrodošli nazaj v pomladnih pogovorih in z nami še vedno Vesna Vuk-Godina. Ja, tako smo malo zaklepetali, ne, tudi v vaše starševstvo, pa vendarle, ko ste, torej najprej ste študirali sociologijo, ne, nato vas pa je pritegnila antropologija. Pravzaprav, kaj je bilo tisto, no, da sem se tako odločila? Da ste se tako odločili, ja. Ja, veste, tu jaz mislim, da je imel pač formativno vlogo na mene pokojni profesor Južniča, ne. Zdaj pač, ko smo mi takrat hodili na takratno FSPN, Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo, pač v tistem obdobju je ta fakulteta premogla nekaj takšnih karizmatičnih profesorjev, ne. In eden od njih je bil pač profesor Južnič, ki je pač učil poleg zgodovine tudi antropologijo, socialno in politično. In v resnici mislim, da je bila to prva fascinacija, zato ker mislim,
ne samo, da pač on je bil izvrsten predavatelj in tako naprej, ne, ampak pač antropologija prenese neki drugi zorni kot, neko drugo logiko. Ne. In zdaj, to je pač bilo tisto, kar je mene pritegnilo pri antropologiji. Ne. Čeprav sem imela ponudbe za strani drugih profesorjev, ki so pač bili na področju sociologije, da bi recimo pri njih diplomirala, bila asistentka, pri njih doktorirala. In bi mi bilo v življenju verjetno lažje, se pravi, leta 2026 ne bi rabila nobenemu razlagati, kaj je antropologija ali pa kaj je sociologija. Ampak v resnici mi ni bilo nikoli žal. A ne? To je pač nek zorni kot, ki prvič sintetizira neka parcialna stališča, drugič pa, kako bi rekla, pripelje evidenco iz neevropskih družb, torej iz večine sveta, ki ga mi ne poznamo. Ne? Zahodnjaki še vedno ne. In to zelo spremeni razumevanje vseh stvari, ampak čisto vseh stvari v življenju. In to je bilo tisto v resnici, kar je mene pritegnilo. Ne? In ja, bili ste del, kako bi rekla, zunanjega sistema. Nekaj časa ste bili tudi v Združenih državah Amerike kot štipendistka, se pravi na raziskovalnem nivoju in tudi kot predavateljica. Kako se spominjate tistih časov? Rekli ste, doma ste ostali zaradi hčerke, ampak vendarle, recimo, če bi ostali tam, bi morda ostali v Združenih državah Amerike. Veste kaj, to ponudbo sem takrat imela, ne? In se tudi Maša je bila z mano v ZDA. Takrat pač sem jaz dobila Fulbrightovo štipendijo. Zdaj kot Fulbrightov štipendist si lahko sam zbereš, kam boš šel. Ne? Jaz sem si izbrala Hawaii Pacific University zaradi Roba Borovskega, ki je pač bil eden najpomembnejših, najbolj vodilnih, najbolj vidnih kulturnih antropologov ameriških. In takrat bi jaz v resnici lahko ostala v ZDA, a ne? Ampak spet sem se odločila priti nazaj zaradi moje hčere. Ne? Zdaj, mislim, jaz se ne samo seveda ZDA, ampak tudi recimo mojih stikov z britansko socialno antropologijo, posebej z profesorjem Cooperjem, ki je tudi potem prišel sem in je tu predaval na magistrskem študiju antropologije, ki smo ga imeli na FSPN-ju oziroma FDV-ju. Pač spominjam, razumete, kot nekaj, kar je bilo nujno. Pravzaprav vi niste mogli biti čisto zares profesionalni antropolog v Sloveniji, ker antropologije v socializmu ni bilo. To ni bila disciplina, ne? To je bila buržoazna veda, ki ni bila del izobraževalnega sistema. In v resnici, če si ti hotel kakorkoli priti na nek nivo profesionalnosti, si moral iti ven. A ne? Tako da jaz se teh, recimo mojih odhodov v London enkrat, dvakrat na leto, še predno sem bila v ZDA, spominjam kot nečesa, kako bi vam rekla, ko sem prišla tja, se mi je zdelo, da sem končno lahko zadihala. Končno sem bila obkrožena z ljudmi, s katerimi sem se lahko pogovarjala. Ne, o stvareh, ki so mene zanimali, o knjigah, ki sem jih brala, o tem, kaj se je v antropologiji dogajalo in tako. V ZDA pa seveda je bilo enako, čeprav moram reči, da na nek način je mene profesor Borovski v nekem smislu razočaral, ne? Ampak ameriška kulturna antropologija je vendarle, to je resna veda. In mislim, tam seveda sem jaz srečala tudi druge antropologe, recimo Chrisa Funga in tako naprej, s katerimi smo odlično sodelovali in tudi seveda je tako, da jaz sem tam opravljala tudi terensko delo, tam sem prišla seveda v stik z havajskimi nativci in tako naprej, tako da to pač je imelo seveda večstranske izrazito dobre vplive oziroma na to gojim lepe spomine, profesionalno in osebno. Ja. Pa če morda delite kakšen spomin z nami, na kratko. Ja, to zdaj, recimo en tak spomin je bil, ki je zanimiv in je dosti pove, je, da recimo ko sem bila na Hawaii Pacific University, so pač med drugim oni imeli tam tudi predavanja o vojni v Jugoslaviji, ki je pač po razpadu Jugoslavije nastopila. In v resnici je bilo tako, da celo sam profesor Borovski je obravnaval recimo vojno v Bosni in Hercegovini
kot nekakšno, bi rekla, delovanje, nek spor med plemeni, a ne? Razumete, kot nek spor med plemeni, kjer pravzaprav se oni prepirajo, ampak to je prav dobesedno rekel, zaradi vrste cigaret, ki jih kdo kadi, se oni med sabo vojskujejo, ne? Tako da, recimo, ta spomin je bil meni, tako bi rekla, mi je drag zato, ker takrat sem jaz Borovskemu rekla, a ne, da če bo še enkrat on kaj takšnega javno govoril, a ne, da pa jaz ne bom več prijazna in da ga bom javno usmešila, a ne, ker če pač on nima nobenega znanja o celi zadevi, ne, to še ne pomeni, da lahko ljudi, ki so pač ne Američani, ponižuje. Zdaj seveda kako naj vam rečem, ta občutek superiornosti Amerike, ki je zdaj tako recimo viden pri Trumpu, ne, tega se mi ne zavedamo, da je to pravzaprav, s tem je cela Amerika prežeta, ne. Veste, tam vsak, ne vem, na običajni pek, pa jaz nimam nič proti pekom, ne, da ne bo pomote, jaz nobenega ne smatram za manj vrednega od sebe, ampak vsakemu običajnemu državljanu, mislim, ki ni imel nobene izobrazbe v ZDA, se je zdelo, da je nad nami, ne, ki smo pač tuji profesori iz Evrope, posebej pa če si bil iz vzhodne Evrope, a ne, in smo bili deležni intenzivnega šikaniranja, ne. Torej, takrat ni bilo obdobje tega, kar zdaj gledamo, kako pač nekakšna je zdaj politika do beguncev in pač ne, da lahko nekoga pač tudi ustrelijo na cesti, a ne. Ampak izkušnje z uradniki v teh uradih, a ne, so bile že takrat, bi rekla, izrazito poniževalne, ne. Ta izkušnja, da Američani prav resno mislijo, da so superiorni, ne? To recimo v Evropi imajo nekateri Nemci, ne? Pa tudi nekateri Britanci, ne? Ampak tam v Ameriki ima pa to praktično vsak, ne? In to je nekaj, kar je mene močno pretreslo in to je bil tudi en od razlogov, zakaj nisem htela, da Maša odrašča v takem svetu, ne? Zato, ker pač Amerika je s tem tako zelo prežeta in takrat sem jaz govorila, ne, kako je to nevarno, pa seveda noben ni mogel razumeti, ampak meni je takrat postalo jasno, da je Amerika zelo nevarna država, ne? Za vsakega, ki ni Američan in tam živi, in tudi za ves svet, ne? Ker oni pravzaprav ne razumejo, da so lahko drugi enako vredni kot oni oziroma lahko celo mordoče v kakem vidiku boljši. Mislim, in to zdaj ni Trumpova osebna patologija, čeprav seveda tudi je, ne? Ampak jaz vam lahko iz svoje izkušnje povem, da to bo čisto vsak Američan, ne? Tako postopa do vsakega, ki ni Američana, ne? Posebej recimo seveda, ker sem jaz bila iz vzhodne Evrope in vzhodna Evropa je bila še bolj negativno stigmatizirana kot Evropa, ne? Sem bila tega zelo deležna, tako da takrat sem jaz pravzaprav dojela, ne, da je Amerika res nevarna družba in nevarna država. In se mi zdi, da sem tudi še danes, ko to poslušam in gledam okoli sebe, mogoče ena redkih tudi v Sloveniji, ki to razumem, ker pač vsi nekako Ameriko še vedno prikazujejo kot neko demokratično, svobodno družbo, ne, kjer so vsi isti, imajo vsi enake možnosti. Zdaj pa pač prišel nek Trump, pa je zdaj en patolog, ampak ko Trumpa ne bo, pa bo vse v redu. Ne bo. Ne, ta družba je s tem prežeta. Ne, prežeta je in tam je izrazito težko, še težje kot v Evropi biti, bi rekla, tujec, ne. Mislim za nativce, recimo za nativne Indijance ali pa za nativne Havajčane je to permanentna negativna stigmatizacija, ne, in marginalizacija. Tako da mislim, kako bi vam rekla, to neko idealiziranje Amerike, ne, sem jaz takrat izgubila, ne. Plus tega recimo druga stvar, ki sem se jo tako naučila in se mi zdi, da je važna, je, da sem se naučila, kaj pomeni živeti v multietnični družbi, ne. Havaji so pravzaprav ena najbolj multietničnih družb na svetu in tudi ta talilni lonec, izraz strokovni talilni lonec je bil v resnici izumljen za havajsko družbo, ne. In v resnici tam sem se jaz naučila, da pač ne, ljudje, ki so različnih etničnih pripadnosti, lahko živijo skupaj, samo če so v resnici na nek način getizirani. Torej vsak ima svoj del mesta, kjer živi po svoje, ne, ima svojo religijo, svoje praznike, na svoj način okrašuje novoletno jelko in tako naprej, a ne, kar smo vse videli.
In drugi tja sploh ne hodijo. Ne, pravzaprav, recimo, Chinatown je bil eno ulico naprej od moje univerze, ampak jaz sem bila edina, ki sem tja hodila, ne. Mislim, meni je bilo to normalno, ne. Medtem ko njim je normalno, da ne hodiš. Recimo na West Shore, torej na zahodno obalo Oaha, kjer so pač eni najlepših sončnih zahodov na svetu, a ne, sem jaz hodila, ampak tja ni noben hodil. Tudi tisti, recimo, moji kolegi oziroma moj kolega s faksa, kjer sem jaz imela potem stanovanje, ker sem pri njemu živela, ne, v njegovi garsonjeri, ki jo sicer oddajajo turistom. Oni so tam živeli, ne vem, njegova žena, ne, ki je Švedinja celo življenje, ona nikoli ni bila na West Shoreu, ne. Razumete? Tako da to pravzaprav, to so neke take izkušnje, ki se mi zdi, da ko tako ljudi tukaj okoli gledam, ne, pa oni rečejo, ne, Merklova je rekla, ja, lahko jih pride 1 milijon, ampak morajo živeti kot mi. Ne, sem jaz rekla, Merklova, jaz ti bom pismo napisala, ne, da ga nehaj srati, ker tole bo potem se slabo končalo, ne. Pravzaprav to so neke stvari, ki jaz mislim, da jih Evropa nima razčiščenih, medtem ko Amerika jih pa pač ima, ne, mislim, Havajih recimo imajo, ker pač morajo tako živeti, ne, že 1000 let, ne, 100 let, ne. In pač, ne, zdaj tile pač tujci, ne, ki so tam, in vsak ima svojo cerkev, vsak ima svoje trgovine, ljudje se družijo izključno po svojem etničnem ključu, bolj ali manj, ne. Edino, kjer se pač ne po etničnem ključu ne družijo, je služba, ker pač se ne moreš zbirati sodelavcev, ne. Ampak razumete, vi v resnici za to, da imate v multietnični družbi, mir oziroma da to lahko funkcionira, morate plačati neko socialno ceno. In zdaj te vse stvari, ki jih mi tukaj govorimo, mislim, meni je recimo kar smešno, ko gledam, kako mi tole s temi Romi, ne bom komentirala. Mislim, to vidiš pa, že noben ne razume sploh, za kaj gre, ne. Zdaj bomo oni njih poslovenili in ko bodo oni Slovenci, bodo imeli neke pravice. To je seveda recept za katastrofo, ne. Mi se znamo tako na nek način, se mi zdi, zelo prilagajati in skušati doživeti v kulture drugih. Ja, to zdaj jaz nisem čisto prepričana, ne. Jaz mislim, da Slovenci Ali smo drugačni, no? To. Slovenci v resnici ne prenašajo drugačnih, ne. To je zgodovinska tirnica. Vsak, ki je drugačen, je bil v zgodovini nevaren. In zato Slovenci v resnici te ali ne prenašajo ali pa zahtevajo, da postaneš Slovenec, to, kar pač lahko gledamo, ne. Ampak zdaj to, in to je tudi Merklova pač takrat govorila za begunce, ampak to je seveda napačen recept, ne, če pogledate Havaje, ne. Na Havajih, kjer pač, ne, se pravim, je več kot 100 različnih etničnih skupin, ne, v eni mali zvezni državi, tam so se naučili, da je treba vsakemu pustiti, da živi kakor hoče, ne. Ker če ne živi kakor hoče, to pomeni frustracijo in frustracija pomeni potem upora, ne. Tako da teh lekcij mi ne razumemo. Tako da mislim, da to so ene take stvari, ki če ne bi bila na Havajih, ne, tako dolgo, mislim, da nikoli tega ne moreš razumeti, ker to je treba preprosto izkusiti, ne. Dobro, vrnimo se torej k vašemu delu na univerzi. Se pravi, zdaj dolga leta ste tam predavali, bili del njihovega sistema, tudi na nek način glasno in jasno opozarjali na nepravilnosti oziroma na vse, kar se dogaja, ampak vendarle zdajle, ko ste šli v pokoj, ste tudi jasno in odkrito govorite o slabih odnosih na univerzi in da je to tisti povod bil. Slabih odnosih v smislu konkretno čega? Veste kaj, slabi odnosi nastopijo zato, ker je zdaj zadeva taka, ne. Ta tekmovalni duh neoliberalni, ki smo ga pač uvozili z postsocializmom, ne, je v direktnem nasprotju z tistim, kar mi v antropologiji imenujemo zgodovinsko vzpostavljena socialna in kulturna tirnica. Zdaj slovenska zgodovinsko vzpostavljena socialna in kulturna tirnica je, da moraš ti imeti dobre odnose z ljudmi, z katerimi bivaš v bližini, torej z sosedi, pa s tistimi, s katerimi delaš, ker je to pač od tega je odvisno tvoje preživetje, ne. In zdaj smo mi dejansko pač vzpostavili institucije in logike, ki v resnici tega ne dovoljujejo več.
Ne, razumete, čim imate vi to logiko, da vzbujate tekmovalnost, a ne, recimo na univerzi, kdo bo zbral več točk in tisti, ki bo zbral več točk, je boljši od tistega, ki je zbral manj točk, čeprav seveda ni boljši, ker lahko nič ne zna, ne, in tako naprej. Ampak to v resnici uničuje te, bi rekla, te odnose sodelovanja, a ne, ki jih pač mi Slovenci potrebujemo, zato da se nekako počutimo, bi rekla, da smo zadovoljni. Ne. Ko sem jaz delala recimo sploh intervjuje še za mojo knjigo Zablode postsocializma, je bilo vedno enako. Ko sem pač jaz vprašala o službi, kaj je bilo, razen ene izjeme, so vsi povedali, da je v službi slabo. Zakaj? Zato, ker so odnosi slabi. Zakaj so odnosi slabi? Ker več ne sodelujemo. A ne? Razumete, in na univerzi je to enako. Ne? Zdaj ljudje med sabo tekmujejo, zdaj na univerzi so pač je, dobro, bom rekla, niso vsi zelo pametni, nekateri redni profesori so prav neumni, ne, če mene vprašate, in tam nimajo kaj iskati. Ampak recimo, a ne, pač koncentracija bolj inteligentnih ljudi je večja na univerzi kot recimo tako normalni populaciji, ne. In tu se jaz potem spomnim moje mame, ki je bila praktično celo življenje glavna sestra derme in je rekla, a ne, da če so se, ne vem, strežnice ali pa čistilke med sabo skregale, je bil to viking krik, drlo se je po oddelku, ampak ti si vedel, pri čem si. Ne? Če so se zdravniki med sabo kregali, so bile pa to spletke in noben sploh ni vedel, zakaj čisto zares gre. In to je enako tukaj. Ne samo, da ljudje tekmujejo, ampak spletkarijo en proti drugemu. Ne? Mislim, spletkarijo zato, da bodo dobili malo več moči, malo boljši položaj, malo več, ne vem, družbenega ogleda, pač ne vem, na take stvari, na katere so pač ljudje pahnjeni oziroma mahnjeni. Ne? In kot človek, mislim, in s tem se seveda kolektiv uničuje. Razumete, to recimo v Ameriki to ni problem. V Ameriki so oni protestanti, oni so individualisti, oni ne rabijo kolektiva, oni pač, ne, 500 let so že navajeni, da se samo na sebe zanašajo in tako naprej. To pa ni slovenski način, ne. In zato je to izredno slabo, ne. In je izredno slabo, plus tega, da je slabo tudi strokovno, ker pač napredujejo ljudje brez znanja, ki imajo točke. A veste, univerza bi morala staviti na znanje. Če katera institucija v družbi bi morala staviti na znanje, je to univerza. Dobro. Bomo v tem duhu nadaljevali po kratkem predahu. Ostanite z nami. Ja. Smo v zadnjem delu oddaje pomladanskih pogovorov in z menoj še vedno gospa Vesna Vuk Godina. Ja, rekli ste, torej govorili smo nazadnje o odnosih na univerzi. Pravzaprav univerza je tista, ne, ki bi morala dajati znanje. Ne? Ja, tako je. Smo govorili. Ja. Pa pravzaprav, kje smo danes? A predaja znanje, Ne, daje znanje? danes je to tako, ne, žal, ne, danes je to tako, da pač Ali univerza... se bolj prilagaja sistemu, v katerem živimo? Absolutno. Ne, torej univerzo preveva ta neoliberalna logika, tudi to ideja, da je treba po teh lestvicah pomembnosti nekaj plezati, ne vem kam, ne. To je seveda ta neoliberalna ideja, ne, in zdaj potem seveda, če se vprašate, kaj pri tem šteje, potem štejejo objave in to, v katerih časopisih, v zahodnih časopisih, a ne. To pomeni, da v resnici se morate vi prilagoditi temu, kaj je zahodni kapital oziroma, ker to so multinacionalke, ne, hočejo slišati, to se pravi, ne, hočejo pa slišati, da so oni dobri, v redu in tako naprej, da boste vi sploh lahko kaj objavili tam, ne, recimo, jaz sem vam povedala pač iz svojega primera, jaz nisem mogla objaviti rezultatov mojega terenskega dela na Havajih, zato ker, ko sem jaz napisala to, kar sem jaz tam videla, to ni bilo Američanom všeč. In so potem oni rekli, da moram to popraviti in sem jaz rekla, da tega ne bom jaz popravljala, potem pač ne bom objavila, ne. Zato, ker to seveda, to si ljudje mislijo, da je to, da gre v resnici za znanje. Seveda ne gre za znanje, gre za ideologijo. Ne? Ti moraš pač lepo govoriti o tisti, ki vladajo. Ne? In zdaj, to zdaj mogoče pri naravoslovcih tega ne razumejo tako, oziroma to ni tako vidno. Medtem ko pri družboslovcih in humanističnih vedah je pa to čisto jasno vidno. Ne? In to, bi rekla, je
pač za mene je to, bi rekla, pač problematičen problem, ne, ker je pač zadeva neko moralnost, neko poštenost ali kaj podobnega. In zdaj, ko imate vi inštitucijo, ki pač hoče od svojih zaposlenih, da zberejo čim več točk za to, da bomo mi čim više na nekih lestvicah namišljenih, ne, ki so neumne v resnici, a ne, razumete, potem pač ti zaposleni so nagrajevani za to, da objavljajo v teh časopisih, zato da oni objavljajo v teh časopisih, pišejo, kar ti časopisi hočejo, da pišejo, ja? Ker če pač vi napišete nekaj, kar pač napišete, dobite nazaj recenzijsko mnenje in morate vi to zdaj prilagoditi recenzentom ali pa ne boste objavljeni, ne? Se pravi, to so neke kompleksne prakse nepoštenosti in prostitucije, kot jaz temu rečem, intelektualne, ne? A veste, ki jo potem institucija spodbuja. In zdaj seveda je jasno, kdo v takih, bi rekla, razmerah uspeva. Torej tisti, ki niso moralni, ne? Ker pa če je zdaj oseba moralna, tega ne naredi. Vi ne boste nikjer našli niti ene objave s Havajev od mene, zato ker nikoli tega nisem htela prilagoditi. Ne? Preprosto. Ne? In vedno so me seveda recenzirali Američani, ki so me razlagali, da jaz ne razumem, zakaj v Ameriki gre. In jaz sem njim povedala, da ne gre za to, da jaz ne razumem. Jaz poročam to, kar so meni povedali Američani, ki sem jih jaz opazovala. Ne? Ampak oni seveda tega glasu nočejo pustiti v javnost. Ne? Tako in ga prilagajajo. Seveda, niti slučajno. Ja. Tako da torej, to je torej neka institucija, ki se pravi, to je nek kompleks nepoštenih, tekmovalnih, neoliberalnih praks, ki so usmerjene v učinek in ta učinek se ne dosega v pedagoškem delu, ampak z raziskavami oziroma objavami. Pedagoško delo je podhranjeno in zanemarjeno, za študenti se ne dela, nobenega več ne zanima, ali študenti kaj znajo ali ne, a ne? Ker pač je sistem takšen, da ti boš, če si visokošolski profesor, boš dobil isto plačo, ali dela za študenti dobro ali slabo, ali se študenti kaj naučijo ali ne. Torej potem pač ljudje, ki hočejo objavljati, študentov dajo recimo, namesto da bi z njimi izvali študijski proces, delovne liste, študenti potem med študijskim, ne, takrat, ko bi mogel recimo profesor se z njimi ukvarjati, izpolnjujejo delovne liste, profesor pa piše svoje članke. Razumete, ni več prenosa znanja. Ne? In tudi nobenega več ne zanima, a študenti sploh kaj znajo. In samo obklukajo, ali so dosegli kriterije ali ne. To je popolnoma birokratski sistem in to je seveda, za Slovenijo na dolgi rok pogubno. Ne? Zato, ker jaz pač pravim, da Slovenija ima samo 3 stvari, ne, katere bi morala vlagati, če bi pač razumela, zakaj gre. Eno je pamet človeška, drugo je naravno okolje, ki je še vedno lepo, ne? In tretje je pač geostrateški položaj. Ker naš čas zelo prehiteva, bomo morali malo pohiteti, pa vendarle v zadnjem času velikokrat opozarjate tudi na pojave, kot so seksizem, starizem in nudizem. To se zdaj pojavlja na univerzi, pa ne samo na univerzi, kar povsod. Ja, veste kaj, to je pač zdaj tako, ne? Mi moramo razumeti, da institucije na Zahodu so stoletja izoblikovali moški. Pač te institucije so prilagojene njihovi logiki. Zdaj ne gre za to, da vi najdete neko osebo, nekega konkretnega moška, ki vas bo diskriminiral. Čeprav seveda bi jaz zdaj tu lahko imenovala tiste, ki so mene diskriminirali in po logiki spola in po logiki starosti in ki mojo asistentko diskriminirajo zato, ker je mlada. Ne? Torej mladizem. Ne? Jaz sem bila deležna starizma, ne pa seksizma, ona je pa deležna seksizma in mladizma. Ne? Ampak v resnici je duh te institucije tak, razumete? Vi kot ženska, če ste zdaj vi mama in skrbite za otroka in tako naprej, recimo jaz, ko sem imela cerebralnega paralitika, to v resnici pomeni, da vas bo ta institucija sistematično diskriminirala, ker vi seveda ne morete biti tako učinkoviti kot nek moški, ki samo to dela. Ne? In to je v resnici institucije kot take so seksistične. Ne? One v resnici so narejene tako, da moški, beli moški, ne posebej pameten, ne, srednje starosti bo tisti, ki bo v tej instituciji najuspešnejši. In nima to nobene zveze s tem, a je direktno tam kak moški, ki vas zatira. Ne? Seveda so tudi, da ne bom rekla, ko bi lahko zdaj tu poimenovali. Ne? Da še vas tole vprašam, preden še pred zadnjim, ne bova še nekaj malega, ampak vendarle smo v mesecu marcu. Mesec marec vemo, da je posvečen ženskam, 8. marec, torej dan žena, 25. materinski dan.
Ali imajo ženske pa ne samo v akademskem svetu, tudi nasploh po vašem mnenju še vedno težjo pot kot moški? Absolutno. To je absolutno jasno. Se pravi, pač javna sfera je stoletja bila izoblikovana po moški logiki. Ne? In zdaj mislim, seveda, odgovor je ja. Ne? In jaz seveda vedno rečem, da smo seveda lahko zadovoljne, da mi lahko študiramo, lahko hodimo v šole, lahko smo univerzitetne profesorce in tako naprej. Ne? Ampak to še ne pomeni, da je konc tega boja. Ne? Mislim, se pravi, ta prikrita dimenzija, o kateri smo zdaj govorila, ne, je pa še vedno tu in še vedno greni življenje. Ne? Meni ga je zelo grenila, pa tudi seveda mlajšim kolegicam zdaj, ko gledam, zelo greni življenje. Kaj jim ponavadi svetujete, recimo kolegicam, ki šele začenjajo svojo pot? Nič zato, ker me nobena nič ne vpraša. Ne? Ker morate zavedati, da starizem prakticirajo ne samo moški, ampak tudi mlajše ženske do starejših. In mlajše ženske do starejših so še hujše kot moški. Ne? Edina oseba, ki v resnici mene kaj vpraša, je moja asistentka. In ona je pač podobna, tudi bi rekla, po številnih drugih lastnostih mi je podobna. In jaz si pač vedno svetujem, ne? Tako kot svetujem vsakemu, ki me kaj vpraša, da je treba najti tisto delo, ki te osrečuje in je treba tisto stvar delati, zato ker danes, ko živimo v zahodnih družbah, te so pač, mislim, prežete z neoliberalizmom povsod, ne, po dolgem in počez, in življenje ni lahko. In pravzaprav, ko je pač ena moja mlajša sorodnica mene enkrat vprašala, ko je pač hotela študirati to, kar je njena mama izbrala, pač se vrneva na prvo vprašanje, in potem sem jaz tam rahlo vzrojila in potem je ona rekla, zakaj bi, sem rekla, najdi ti tisto, kar bi ti delala, ne, kaj bi mama delala, ne. Pa je me vprašala, zakaj pa bi bilo to pomembno. Sem rekla, Ljubica, zato, ker če bo tako, da boš, recimo, ti bo zakon propadel, tako kot meni, boš imela bolanega otroka, tako kot jaz, skratka, vse druge stvari ti bodo šle narobe, ne. Če boš delala tisto, kar pač rada delaš, ne, je to tisto, kar te nad vodo drži, a ne? In zato pač tudi mislim, no, zato sem tudi jaz zbrala mojo asistentko in pač pri njej vztrajam in skušam pomagati, zato ker se mi zdi, da pač ona je taka oseba, in če to delaš, potem delaš dobro ne za sebe, ampak tudi za druge. Za druge, tako. Ne? Ker to je edini pogoj, ne? Da lahko dobro delaš na dolgi rok, da rad to delaš. Ne? Zdaj, ko torej že nekaj tednov ste v pokoju, a ste si zadali morda kakšen načrt, nastaja tudi kakšna nova knjiga? Načrtov je zdaj veliko knjig, ki jih moram napisati, je vsaj 5, tako da ti načrti so že od prej. Zdaj moram povedati, da se nisem še imela časa lotiti, ampak načrtov je veliko, kaj bom počela. Med drugim bi se rada tudi naučila španščine, kar je nekaj, kar sem si celo življenje želela, pa nisem imela časa. Tako da načrtov je veliko, dolg čas mi ne bo. Zagotovo, verjamem. Sicer pa čisto za na konec, če bi danes srečali študentko Vesno, ki šele začenja svojo pot, kaj bi ji rekli v življenju? Jaz bi rekla, naj gre naprej tako, kot hoče. Jaz, če pogledam nazaj, kljub temu, da sem bila velikokrat razočarana in so mi tudi najbližji sodelavci zelo grde stvari naredili, ne, pač v tem svojem, bi rekla. Ampak nikoli niste odstopali od svojega, Nikoli mi ni bilo žal. Ne, to je najbolj pomembno. Meni se zdi, da je to pomembno, da če ti sprejemaš, to je ta stvar, ki so me starši naučili, ne, ti moraš sprejemati odločitve, moraš vedeti, zakaj si se odločil in moraš za tem stati in moraš sprejeti odgovornost. In na dolgi rok si potem zadovoljen z svojim življenjem, če tako živiš, ne. Tako da jaz, če bi zdaj srečala Vesno, ne vem, pri 18, jaz bi rekla, Vesna, ne, bi ponovila še enkrat isto, rekla bi ti kar pojdi svojo pot, tako kot misliš. Ne bi spremenila v tem smislu nič, pa sem marsikaj, bi rekla, težkega doživela, ne. Dobro, hvala za ta lep klepet in hvala, da ste bili naša gostja. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, dragi gledalke in gledalci, da ste bili z nami, tokrat v pomladnih pogovorih na BK TV. Ostanite lepo in znova smo z vami prihodnji teden. Do takrat pa srečno.